družba, spet sem jaz. Tokrat bom pa najprej izkoristila priliko in bom pozdravila naše gledalce, in sicer tako naročnike na naš kanal, kot tudi morebitne naključne obiskovalce. No, če se še vedno niste naročili na kanal, lahko to naredite ob koncu videa, ko je v zgornjem desnem kotu se pojavi sličica kremšnite, ki jo mimogrede pogrešam, in z enostavnim klikom na to sličico se brezplačno naročite na kanal. In s tem, ko se naročite, vas potem ste obveščeni vsakič, ko so naložene kakšne nove vsebine. Moj kanal je trijezičen, in sicer, ker živim v Mehiki, je veliko vsebin v španščini. Angleščina mi tudi kar dobro gre, tako da je nekaj tudi angleških vsebin. Pa tudi slovenskih je, no, na temo, ne vem, slepih in slabovidnih, pa tudi Mehike, na primer. Tako da, če imate željo, lahko majčkeno posurfate po kanalu, pa si še kakšno drugo zadevo ogledate. Na listi predvajanja z naslovom Bela palica so pa zbrane vse vsebine na temo, ki so kakorkoli povezane s slepoto. Mislim, da jih je enih 25 do zdaj naloženih na različne teme. Upam, da vam bo v korist ali pa da bo potešila vašo radovednost. Lepo bi tudi pozdravila mojo skupino, Facebook skupino, slovensko, ki je Slepi SI. En pozdravček vsem skupaj. Zdaj bomo pa začeli. Naslov tokratnega videa je pa Slepi slepim. Bom opisala eno dogodivščino tega tedna, in sicer sva z Degom potovala iz Mexico Cityja v kraj, kjer živiva, z avtobusom. In sva hodila po avtobusu, jaz sem se usedla na svoj sedež, Diego se je bil tik pred tem, da bi se usedel poleg mene, ko je gospod, ki je hodil za njim, vprašal Diega: "Oprostite, gospod, a vaša žena ne vidi?" In je rekel: "Ne." Potem ga pa je vprašal: "Pa vaša žena živi normalno življenje?" In je rekel Diego: "Ja." In potem se je ta gospod obrnil k svoji ženi in je rekel: "A vidiš, sem ti rekel, da se da čisto normalno živeti, ti si pa hotela življenje vzeti." In potem gospa se je sesedla na svoj sedež in je začela neutolažljivo jokati. Iz, ne vem, jeze, žalosti, razočaranja, obupa, ne vem, impotence, ne vem, res je bila, čisto je bila iz sebe in je res na ves glas je jokala. Najprej je Diego malenkost govoril z njo, potem je pa vprašal, če želim, da zamenjava sedeže, da bi pa jaz z njo govorila. In ja, ne vem, skoraj vedela sem, da imam na razpolago 1,5 ure, da poskusim ji dati drug pogled na situacijo in da ji kakšno zadevo, ki bi mogoče prav prišla, povem. Gospa se me je skoraj celo pot držala za roko, ampak to zelo krčevito, ke da me ni hotela spustiti. In potem sva se pogovarjali in je rekla, da je izjemno obupana in žalostna, da je bila včasih zelo aktivna, da je delala, da je ona pomagala drugim, da je brez skrbi, brez problema in z veliko energije, ne vem, skrbela za hišo, za moža, za hčerkico, da je hodila v službo, da je prijateljicam pomagala, in zdaj pa kar naenkrat ona tista, ki rabi pomoč. To vem, da je ena od zelo težkih zadev, mislim, zame je bila precej težka zadeva, točno z enakimi besedami bi povedala. Da sem bila prej jaz tista, ki je pomagala, zdaj sem pa kar naenkrat jaz tista, ki mora prositi za pomoč, in da to je nezaslišano in ne vem, to mi je bilo grozno težko sprejeti. In nato sem ji rekla: "Veš kaj, Marta ji je ime." Sem rekla: "Veš kaj, Marta, glej, zdajle ti si pred kratkim izgubila, ona je izgubila vid 8 mesecev nazaj. Zdajle rabiš res veliko pomoči, ker res skoraj ničesar ne znaš narediti sama in je to popolnoma razumljivo, ker tako, ko si prej stvari počela, na ta način ne gre več, ker prej ti je bil vid 80-90% v pomoč. Da se zadeve, definitivno, večino zadev se da narediti na drugačen način, ampak ti še tega ne znaš, ker te še nihče ni naučil, sama se tudi nisi še uspela nič potruditi, ker imaš toliko dela s svojimi čustvi, da enostavno nisi sposobna zdaj kreativno razmišljati. In je čisto razumljivo, da rabiš ti zdaj pomoč za skoraj vse. Ampak, če se boš ti potrudila in boš spremenila odnos, sem rekla, ti pa obljubim, da boš pa skoraj vse lahko počela sama. Sem rekla, ne obljubim ti, da boš pilotirala letalo, to mogoče nikoli ne boš, boš pa lahko precej stvari sama naredila.
Potem je rekla, joj, pa ne morem več kuhati, sem rekla, to boš lahko kuhala, sem rekla, le, jaz tudi nisem, prej me sploh zanimalo ni, ne vem, ko kuhanje, zdaj pa jaz kuham, jaz lahko kompletno kosilo sama skuham, brez težav in brez pomoči. Je rekla, joj, pa kako bom hčerko v šolo peljala, sem rekla, lej, a ti imaš belo palico? Je rekla, ne. Sem rekla, lej, če želiš, če si jo boš umislila, ti boš lahko šla sama, kamor boš želela. Je rekla, da je gospa, da je reva Boga v hiši cele dneve, ker pač ne more sama ven, ker ne moreš hoditi zunaj brez palice. Ne vem, mislim, da obstajajo določene tehnike s tleskanjem jezika, jaz tega ne obvladam. Pa zelo malo, mislim, od vseh, ki jih poznam jaz, vsi uporabljajo bele palice, no. In je ni motila toliko ideja, da bi ona imela belo palico, kar je super, ker jaz sem imela kar lep čas, sem imela delo s tem, pa bi jo uporabljala ali ne bi, meni se je kar na pošast dela, no, ona je pa takoj jo videla kot eno zelo uporabno zadevo in kot rešilno bilko in je bila takoj za to. No, sem ji povedala, kje se to kupi in sem rekla, če boste vi uporabljala tole belo palico, boste vi sama lahko šla v trgovinco tam na Vogalu, pa si boste lahko tortije kupila, ker vam jih bo zmanjkalo, ali pa milo, ali pa šampon, ali si boste šla kakšen sadje pa zelenjavo kupiti, lahko boste svojo hčerkico v šolo peljala, ali pa v park igrati se. Sem rekla, nič več ne bo treba biti noter zaprta in omejena sam na noter. Je rekla, res? Sem rekla, ja, res. Sem rekla, te zadeve sploh ni tako težko uporabljati, sem rekla, za osnovno premikanje, to se hitro človek nauči, ne vem, v pol urce se boste lahko naučila in boste že bolj samostojno okrog hodila. Potem so ji kupili, ena prijateljica je podarila inteligentni telefon, ampak ni imela ona aplikacije naložene, se pravi, ta njen telefon je bil kot za vsakega drugega uporabnika in je rekla, da ga ne more uporabljati. Sem rekla, seveda ne, ampak ga boste pa lahko uporabljala, ker obstaja aplikacija, ki vam govori, česa se dotaknete. Zdaj, če nas prvič gledate, lahko v našem arhivu poiščete na tej isti listi video, ki govori, da slepi uporabljajo pametne telefone. Skratka, sem rekla, s tisto aplikacijo boste vi čisto vse slišala, česar se boste dotaknila in boste lahko sama šla na YouTube, sama upravljala klice, uporabljala WhatsApp in še 1001 stvar. No, pa smo pač povedali, kako se imenuje ta aplikacija. Potem sem ji pa še povedala, kako sem jaz se isto počutila kot ona in kako je pa mene en inštruktor z tega izvlekel in da me je ta isti inštruktor tudi naučil belo palico uporabljati. Sem mu povedala, da mu je Jose Luis ime in je bila tudi čisto navdušena. Da bi pa ona tudi se rekla, zdaj, če se želite naučiti veliko stvari, vse lahko sama pogruntate s časoma, ampak je lažje, če greste na kakšno usposabljanje, da vam bodo tam zadeve, pač, da vas bodo naučili zadeve početi na določen način, potem pa že drugače naredite, če želite, a ne, če želite kaj prirediti za svojo uporabo. In je bila tudi takoj za stvar in sem rekla, da sem ji poslala, prav dan sem ji poslala, no. Sem ji poslala telefonsko številko inštruktorja in pravi, da jo bo mož spremil tja. Pa pogovarjali sva se veliko, sem rekla, da pač, da ona ima eno majhno hčerkico, ki je stara 3 leta pa pol in da ona si ne more privoščiti takih misli in da nič hudega, če je mamica pač invalidka, če ne vidi, da je pa hudo, če pa mami žrtev igra, tudi če ni invalidka, tudi če je kompletna v narekovajih, da to je pa nesprejemljivo, da smo mamice žrtve. Tako da sem rekla, se boste mogla kar v roke vzeti, pa drugačen odnos imeti do sebe in si dati možnost, da se boste učila stvari, malo pa pomal in da boste dobra mama svoji hčerkici, ker ste dolžna zanjo skrbeti. In mi je večkrat rekla, a ne, da. Tako da se mi zdi, da je mečkanje spremenila, no, svoje počutje, pa mečkanje spremenila, no, pogled na situacijo. Sem rekla, lejte, se vi boste lahko večino stvari počeli, a ne, se jih da na drug način početi. Zdaj, če ste vi izgubila, to še ne pomeni, da je konec sveta pa konec življenja, samo naučiti se treba drugače stvari delati. In tudi povedala sem ji, da jo razumem, kako in zakaj se počuti tako. Tukaj na tej točki bi rada omenila nekaj. Ta gospa, recimo mož, jo je spodbujal, ne vem, je tak zelo preprost človek. Je rekla, da zna biti včasih grob. No, jaz sem ga verjetno mislila, da bi tudi to situacijo na avtobusu štela ona za grobo, ker je rekel, no, vidiš, da se da. Ampak jaz sem prepričana, ker ko smo se mi pogovarjali, je rekel Diego, da so mu tekle solze po licih, se pravi, sigurno je imel rad.
In enostavno je bil verjetno toliko obupan, ker ni vedel več na kakšen način naj jo še motivira, da ne bi bila ona depresivna, da bi imela majčkeno volje kakšno stvar narediti, ne. In on reveč cele dneve dela, tudi do enih zjutraj včasih, zaradi tega, da zasluži denar za vse tri. In ne more delati in stati ob strani njej in je v zelo težkem položaju je, no. In mogoče je pa v kakšnem momentu obupa je pa, ne vem, majčkeno manj nežno, no, jo pregovarjal, recimo. Ampak ta njegova pomoč je neprecenljiva, je zelo pomembna, ne. Potem ona ima tudi pač priložnost, ker ima na eno drugo terapijo še hodi, ima prek tiste terapije tudi upravičena do psihologa in tudi s psihologinjo se pogovarja. In sem prepričana, da ji tudi pomaga veliko pri pač teh raznih procesih čustvenih, ki se sprožajo. Ampak ne družina, ki jo obdaja, niti prijatelji, niti ta psihologinja nimajo nečesa, kar imam pa jaz. Noben od njih ni slep oziroma slaboviden. Tako da včasih sem tudi jaz imela tak občutek, je zelo enostavno reči, ne, biti tudi zunaj, pa imeti popoln vid, pa reči, veš kaj, sej ni to nič težkega, ti se kar potrudi, pa boš videla, da bo šlo, pa se izvaja, se boš pa naučila, pa boš lahko samostojna, mislim. Kako mi lahko ti, na primer, ne vem, Francelj, ne, ko vidiš, kako mi ti lahko rečeš, da je to enostavno, če nikoli v življenju 2 minuti nisi preživel brez vida. A si poskusil ti mogoče, a se zamenjava, daj ti bo 2 dni živi moje življenje, pa jaz 2 dni tvoje, pa bomo videli, če se ti bo potem še tako enostavno zdelo. Skratka se mi zdi, da sem jaz upravičena do takih komentarjev in da imajo take vrste komentarji, da imajo drugačno težo, če jih izreče nekdo, ker jih dejansko živi, kot nekdo, ki lahko ima ne vem kakšen študij na to temo in specializacijo. Ampak če ti ne živiš niti sekunde tega, recimo ima manj teže, no, pač ta tvoj komentar, manj spodbuden je, no. Jasno, da pa za odlično ali pa za čim boljšo rehabilitacijo, da pa treba vse te vidike sešteti. Se pravi, ne me narobe razumeti, jaz ne pravim, da pomoč psihologa je nič vredna, da pomoč družine pa prijateljev, da tudi nima nobene teže, ne. Jaz mislim, da je najboljša pomoč, ko se vsi ti aspekti skupaj seštejejo. In jaz sem imela pač to srečo, jaz sem spoznala Jose Luisa in on je mene z depresije v 1 uri ven zvlekel, samo s tem, da sem ga jaz opazovala, kaj on vse sam dela, ko mi je razlagal, da on na različnih lokacijah dela, da se gre sam na transporte, da gre sam v banke, da gre sam po nakupih. Meni je bilo to zadosti, da mi je dal pač drugačen pogled na situacijo in da mi je dal vedeti, da se lahko naučim tudi jaz, vsaj delček tega. In jaz sem imela pa možnost to zadevo na en način predati naprej tej gospej. In želim si, da pač tisti, ki ste slepi oziroma slabovidni, če nanese prilika, da ni ta zadeva vsiljena, recimo ne zdaj iskati žrtve, da jih boste vi razsvetljevali, da to pa ni tako težko, ampak če se pojavi kakšna taka situacija, ki se je meni pojavila, vedite, da tisto, kar boste vi rekli, lahko veliko spremembo v življenju pač druge slepe oziroma slabovidne osebe predstavlja. Tako, upam, da je bil video koristen za pač, če boste kadarkoli imeli stik s kakšno tako osebo. Prosim, če mi komentirate, če ste imeli, v primeru, da ste vi slepi ali slabovidni, ste imeli možnost kdaj komu na tak način se približati, oziroma če se je vam kakšna druga slepa ali slabovidna oseba kdaj približala in en tak, kaj bi rekla, kvantni preskok povzročila s svojim komentarjem. Se vidimo tukaj naslednji četrtek. Adijo!